V tem posnetku vam bomo pokazali, kako povezati Arduino Uno z modulom APC220. Modul APC220 služi kot oddajnik in sprejemnik signalov. V posnetku bomo uporabljali tudi testno ploščico, senzor, baterijo in ohišje CAN-seta. Ohišje CAN-seta je tisto, v katerem bo naš Arduino Uno se nahajal, medtem ko bo cel CAN-set padal proti zemlji. Naša ideja, naša misija je, da ta Arduino Uno, na katerega bo povezan senzor, proizvaja oziroma bere neke podatke o temperaturi in vlagi in jih potem preko antene pošilja na drugo anteno in jih potem tudi na računalniku sprejemamo in shranjujemo. Začnemo lahko tako, da naš APC220 modul povežemo z anteno, to se jih skupaj zavijačimo, en set, še potem drug set. Ta drug set lahko potem tudi povežemo z našim TTL pretvornikom oziroma pretvornikom med APC220 modulom in USB vhodom oziroma vtičnikom. To bo potem služilo kot možnost priklopa na naš računalnik. Za to, da lahko dejansko pretvarjamo naše podatke iz Arduino Uno iz Arduino Uno, ki se nahaja v CAN-setu, na naš sprejemnik na računalniku, potrebujemo Arduino IDE. Arduino IDE je program, ki ima sposobnost nalagati programsko kodo na naš Arduino Uno. Da potem tudi naš Arduino Uno ve, kaj izvesti in kako dolgo kaj izvajati. Torej, gremo na spletno stran arduino.com oziroma arduino.cc. Tukaj gremo na Download Options. Če je naš operacijski sistem Windows, izberemo Windows, če je naš operacijski sistem Linux ali Mac OS, izberemo slednje. Torej, moj operacijski sistem je Windows, kliknem na Windows, odprem to stran, tukaj preprosto kliknem Just Download. Tukaj vstavim svoj e-mail naslov in sprejmem pogoje sodelovanja. Nato kliknem Just Download. Prosim me bo za mnenje, kje naj to datoteko shrani. Jaz preprosto shranim med prenosi. Počakamo, da se datoteka naloži oziroma prenese iz spleta. To lahko traja nekaj sekund. Tako, prenos je končan. Gremo v svoji datoteki med prenose in najdemo to datoteko. Datoteko odpremo. Se strinjamo ponovno z pogoji. Kliknemo Next. Določimo mapo, kjer bo instalacija se tudi upravila. Kliknemo Install. Počakamo nekaj trenutkov, da se naš Arduino IDE instalira. Tako. Instalacija je zdaj zaključena. Kliknemo Finish. Tukaj lahko vklikamo tudi Run Arduino IDE, kar pomeni, da bo avtomatsko zagnala naš program. Tako. Naš Arduino, torej zdaj Arduino program oziroma Arduino IDE je prazen. Ni nobene programske kode. Če gremo med vhode, vidimo, da nimamo nobenih vhodov zasedenih, nič se tukaj ne pojavlja. Kar pomeni, da na našem računalniku, naš računalnik nima povezave z nobenim Arduino Unotom. Kaj moramo narediti?
je, da povežemo prvo kot prvo naš Arduino Uno z APC220 modulom. To naredimo tako, da si odpremo shemo, ki jo bomo priložili k temu tudi posnetku. Torej, na levi strani vidimo, da imamo Arduino Uno in potem na desni strani APC220 in testno ploščico. Predlagam, da kar naredimo enako povezavo, kot je na tej shemi prikazana. Rdeč jumper bom uporabil zato, da ga povežem med 5 volti in mesto na testni ploščici. Po mestu na testni ploščici bo pa direktno pod prvim pinom, prvim priključkom na APC220 modulu, oziroma se opravičujem, na drugem pinu APC220 modula. Na prvi pin gre črni kabel oziroma ground, oziroma ozemljitev. Povežemo, pazimo, da se ne zmotimo, ker lahko pride do kratkega stika, s čimer lahko tudi poškodujemo naš APC220 modul. Potem med četrtim pinom na APC220 in digitalnim pinom na Arduino Uno vstavimo modro žico, oziroma modri jumper. Torej, med LX oddajnikom na APC220 modulom in 11. digitalnim pinom na Arduino Uno. Arduino Uno ima številne digitalne pine. Na 5. pinu na APC220 modulu vstavimo zeleno žičko oziroma zeleni jumper in ga povežemo z 10. digitalnim izhodom oziroma pinom na Arduino Uno. Tako. Naša shema na računalniku bi morala predstavljati tudi to, kar imamo pred seboj. Zdaj je potrebno naložiti neko programsko kodo. Za začetek predlagam, da naložimo preprosto kodo, ki bo poslala signal enkrat na sekundo. Jaz najraje to naredim tako, da grem na ChatGPT, ki nam bo prijazno pomagal pri pripravi te kode. Torej, vstavimo prompt, delam na projektu, kjer uporabljam APC220 in Arduino Uno. Želim, da povežem, želim pošiljati podatke enkrat na sekundo. Pošiljati želim zaporedne številke. Podati moramo informacijo, da imamo na digitalnem pinu 10 na Arduino Uno, je povezan z APC220 TX, digitalni pin 11 na Arduino Uno pa je povezan z APC220 LX izhodom. Želim, da tudi ob vsakem pošiljanju podatkov na Arduino Uno zasveti lučka. Torej, še enkrat preverjamo, če smo vstavili vse potrebne informacije in pritisnemo Enter. ChatGPT nam bo zdaj generiral odgovor, opisal nam bo, kako tudi APC220 deluje in kako deluje Arduino Uno. Zdaj imamo pač neko podlago za razumevanje tega, kar je napisal. Potem skopiramo to kodo, gremo na Arduino IDE. Zdaj, ko smo na Arduino IDE, prilepimo to kodo in se pripravljamo, da lahko naložimo. Če kliknemo Upload, naletimo na težavo, da can't open device. Torej, naš Arduino IDE ne more najti našega Arduina Uno. Zakaj ne? Zato, ker naš Arduino Uno še ni povezan z našim računalnikom. Zato potrebujemo ta modri kabel, stavimo v Arduino Uno in ta USB
priključek vstavimo v računalnik. Če se vrnemo zdaj nazaj na Arduino IDE, odpremo to okno in vidimo, zdaj pa se nam je pojavila torej neka možnost oziroma nek rezultat, nek izhod, na katerem moj Arduino IDE že prepozna, da gre za Arduino Uno. Vaš Arduino IDE še najverjetneje ne bo vedel, da gre za Arduino Uno. Boste kliknili tu gor na Arduino Uno, se lahko zgodi, da boste dobili takšno okno. Tukaj preprosto stavite Arduino Uno, izberete Arduino Uno iz seznama in potrdite torej, da na izhodu 3 bo vedno Arduino Uno. Tako, zdaj pa vse pripravljeno za to, da lahko tudi naložimo to našo kodo. Kliknemo Upload. Uploading. Done uploading, kar pomeni, da je bila naša koda uspešno prenesena na Arduino Uno. To lahko hitro potrdimo zdaj tudi s tem, da vidimo na našem Arduino Uno vsako sekundo za kratek čas utripa majhna rdeča lučka. To nam daje nek signal, da dejansko bila naša povezava uspešno upravljena, oziroma naš program uspešno prenesen. Naš naslednji korak je, da preverimo, ali so tudi dejansko podatki bili preneseni uspešno. Torej, ali ta APC220 dejansko pošilja te informacije. To naredimo tako, da na Arduino IDE izberemo File, New Sketch, odpre se nam novo okno, razširimo to okno čez cel zaslon in preverimo, če ga dobivamo. In če preverimo, če prihaja kakšne informacije. Žal ne, saj na izhodih zaenkrat zaznavamo še vedno samo en Arduino Uno. Mi pa potrebujemo še torej en prejemnik. Kaj moramo zdaj narediti? Naš APC220 modul, ki je povezan z našim konverterjem na USB, priklopimo na računalnik in na Arduino IDE se nam v trenutku pojavi, torej, da je neki nov izhod, da imamo na COM4, torej izhodu 4, neko novo napravo. Tukaj spet definiramo to kot Arduino Uno, čeprav gre za APC220 modul, bo Arduino IDE popolnoma zadovoljen s to informacijo. Zdaj pa, ko smo torej povezali naš nov sketch z izhodom 4, naš prvi sketch je povezan z izhodom 3, na izhodu 4 kliknemo Serial Monitor. Tako. In zdaj se nam izpisuje zaporedne številke. Vidimo torej, da je od našega zagona prvotnega programa na APC220, ki oddaja signal, minilo že 110 sekund, saj smo prejeli 111 paket informacij. Torej, naša povezava je bila uspešno izvedena. Če si postavimo oba sketcha enega ob drugega, torej na levi strani imamo sketch, ki se ukvarja z oddajanjem podatkov, na desni strani imamo sketch, ki se ukvarja s prejemanjem podatkov. Kot lahko vidite, nismo naložili nobene programske kode na naš APC220 modul, ki sprejema podatke, morali smo zgolj odpreti Serial Monitor. Da vam lahko dokažem, da dejansko se podatki prenašajo, bom zdaj priklopil baterijo, gre za 6 zaporednih 1,5 voltnih baterij, torej dobimo 9 voltno baterijo, ki jo bomo povezali preko tega vtičnika na Arduino Uno. Arduino Uno se zdaj še vedno polni preko tega USB kabla, ampak če ta USB kabel odklopim, bi pričakovali najverjetneje, da bo se tudi podatki nehali pošiljati. Ampak, kot boste videli, naš Arduino Uno je zdaj izgubil povezavo, fizično povezavo z računalnikom, ampak podatki, kot vidimo na desni strani, na desnem sketchu, še vedno prihajajo. Torej, vsako sekundo ta naš Arduino Uno preko APC220 modula še vedno pošilja podatke, ki jih ta APC220 modul tudi sprejema in uspešno shranjuje v naš računalnik. Torej, povezava je bila uspešno izvedena. Tako. Seveda pa v našem CANset projektu ne želimo pošiljati zgolj zaporednih številk, želimo dejansko upravljati neke meritve, zato bomo v tem posnetku uporabili senzor DHT11. DHT11 senzor je sposoben meriti temperaturo in vlago in ta senzor bomo torej povezali z našim prvotnim vezjem.
to naredil tako, da bom torej da bom DHT11 senzor priklopil na desno ploščico in sledil shemi, ki je pripravljena tukaj, to stran, torej senzor DHT11 sem priklopil na desno ploščico, zdaj pa jo bom povezal, torej bom ta senzor povezal z jumperji oziroma žičkami, tako kot je prikazano na shemi. Torej, 5 voltov si bom sposodil kar od APC220 modula, bom priklopil v to režo tukaj in povezal z sredinskim pinom na DHT11. Črni kabel bom uporabil za to, da bom si sposodil ground oziroma ozemljitev iz APC220 in jih povezal z prvim pinom na DHT11. In potem vijoličen kabel bom uporabil za to, da bom povezal digitalni pin 2 na Arduino Uno z tretjim pinom na senzorju DHT11. Naša shema je zdaj, oziroma na naši shemi je zdaj tudi povezan naš DHT11 senzor na Arduino Uno. Žal pa naš Arduino Uno tega še ne bi, oziroma še mu nismo dali nobenega programa, ki bi bil sposoben zaznati te zadeve. V tem trenutku se lahko obrnemo spet na naš ChatGPT, kjer bomo vstavili nov prompt. Zdaj pa nadaljujemo še tako, da bomo povezali senzor DHT11 na našo obstoječo vezavo. Senzor DHT11 sem povezal na digitalni pin 2 na Arduino Uno. ChatGPT bo že hitro vedel, kaj želimo narediti, ker tudi ChatGPT že ve, da DHT senzor je sposoben zaznavati temperaturo in vlago. Počakamo, da ChatGPT zgenerira to kodo. Ko je koda zgenerirana, jo kopiramo, se vrnemo v naša dva sketcha, torej še enkrat na levi strani imamo sketch, ki je povezan z Arduino Uno in bo oddajal podatke. Na desni strani imamo sketch, oziroma Arduino IDE, ki sprejema podatke. Na levi strani bom zbrisal vse skupaj in prilepil kodo, ki sem jo skopiral ponovno. Lahko preverimo, če je naša povezava z Arduino Uno narejena in vidimo, da ni. Manjka nam en izhod. Na Arduino, oziroma na COM4 imamo sprejemnik. Kaj se je zgodilo? Torej, prej, ko sem dokazoval, da naš APC220 modul povezan z Arduino Uno dejansko oddaja podatke, sem odklopil moder kabel. Ta moder kabel moram zdaj ponovno povezati. In če zdaj na levem sketchu odprem ponovno okno, vidim, da ja, zdaj pa imamo na COM3 tudi neko napravo. In potrdim Arduino IDEO, da ja, na Arduino COM3, na izhodu 3 je naš Arduino Uno, na katerega želimo naložiti to programsko kodo. Kliknemo Upload. Torej, dobili smo napako, torej manjka nam neka knjižnica. Najverjetneje vam bo manjkala knjižnica od Adafruita, primerna za senzor DHT. Torej, vključiti moramo to knjižnico, gremo na Sketch, Include Library, Manage Libraries in tukaj zgoraj stavimo Adafruit senzor DHT11. Kliknemo na KXN by Adafruit. Adafruit je priznano podjetje, torej mu lahko zaupamo. Kliknemo Install. Install Library Dependencies, tudi tukaj se strinjamo s tem, kar predlaga. Kliknemo Install All, torej DHT. Arduino IDE bo zdaj instaliral DHT knjižnice, ki so potrebne za naš program. To lahko traja nekaj časa.
DHT senzor pa bomo potrebovali za to, da izpolnimo našo primarno misijo v projektu CanSat, torej to je merjenje temperature in vlage, te podatke pošiljate enkrat na sekundo iz CanSata na zemeljsko postajo. Če to predolgo traja, lahko prekinemo nalaganje, zapremo Arduino IDE, ponovno odpremo Arduino IDE. Torej s to kodo, ki povezuje DHT11 senzor, ponovno poskusimo z nalaganjem. Ok, torej ni bilo nobenih težav, naša programska koda je bila naložena na Arduino Uno. Spet odpremo New Sketch, torej odpremo ločeno okno za naš sprejemnik oziroma APC220 modul, ki sprejema podatke. Naredimo na celotno okno. Tukaj izberemo COM4, torej izhod 4. Na izhodu 4 imam jaz priključen APC220 modul. Odprem serial monitor in ok, torej prejemamo podatke. Da lahko dokažemo, da dejansko zdaj naš Arduino Uno samostojno upravlja te meritve brez računalnika, ga bom odklopil iz tega modrega kabla, torej bo izgubil direktno povezavo z računalnikom in se bo napajal izključno iz baterije. Torej zdaj baterija dovaja energijo Arduino Uno, to Arduino Uno upravlja meritve preko senzora DHT11. DHT senzor 11 vrača meritve v Arduino Uno, Arduino Uno pa jih potem preko modula APC220 pošilja po zraku do sprejemnika APC220 modula, ki je povezan z našim računalnikom in potem tudi v realnem času te podatke izpisuje na našem Arduino IDE. Senzor DHT11 je preprosta rešitev, da tudi naš CanSat uspešno upravlja primarno misijo CanSata, to je, da meri temperaturo in vlago, APC220 modul pa da te podatke tudi uspešno vsako sekundo pošilja na zemeljsko postajo.